Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Nace Breitenberger, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Gospod Nace, letošnji teden otroka poteka pod geslom Naš odgovor je pogovor. Zakaj ste v Zvezi prijateljev mladine Slovenije izbrali tak slogan? To geslo kar veliko pove, čeprav je malo besed. Odgovor je pogovor je geslo svetovalcev, delavcev, sodelavcev na tom telefonu. Tom telefon letos praznuje, lahko rečemo, zelo za tako obliko dela veliko, visoko obletnico, 30 let že ta tom telefon deluje za otroke in mladostnike in to je geslo naših svetovalcev, ki smo ga letos povzeli tudi kar za geslo tedna v tednu otroka. Projekt deluje 30 let, sva rekla, vi pa ste poleg 28 let. Ja, tako je. V Idriji smo začeli z svetovanjem oziroma z organiziranjem tega svetovanja pred 28 leti. Jaz sem od začetka in tako po tej poti sem tudi prav gotovo najstarejši, tako ali drugače, kakor se vzame najstarejši svetovalec na tom telefonu. Tom telefon je pač enotna mreža za celotno ozemlje Slovenije. Takrat v samih začetkih pa so te skupine nekako delovale 2-3 leta, vsaka posebej, vsaka zase. In tako smo bili tudi tu neka severno-primorska skupina Ajdovščina, Tolmin, Idrija. To je bila ta začetna skupina. Sistem pa deluje anonimno. Ja, to je pa eno glavno pravilo. Anonimni so svetovalci, torej smo svetovalci. Tokrat bom malo manj anonimen, ker sem tu. Bolj pomembno in bistveno pa je, da so anonimni vsi klicavci. Nič ne povejo toliko, kot sami želijo. Nikoli se jih ne razkriva. Pogosto vprašajo, a vidite mojo številko? Nič ne vidimo. In to je, mislim, da en glavni motiv tudi, da pokličejo ta telefon, kadar nekam drugam ne upajo. Okrog 800 otrok na mesec naj bi poklicalo, drži ta podatek? Ja, tako enih, to je zdaj varirane, okrog 30,000 klicev na leto je. Zdaj, če to malo množimo, ampak nimamo, te evidence se pač ne vodi, koliko je bilo pa v 30 letih klicev. Se kdaj zgodi, da pokličejo tudi starši? Tudi starši, tudi jaz sem že imel pogovor s starši, kličejo celo predšolski otroci, celo kakšen 5-letnik se kdaj zgodi. Seveda osnovnošolci so nekje na prvem mestu oziroma višji razredi osnovne šole in recimo tam srednješolci, teh klicev je največ. Tudi s študenti se pogovarjamo, tudi starši, imel sem tudi pogovor s starimi starši. Kakšne teme odpirajo klicatelji? Zelo različne. Največ je tematike v zvezi s dozorevanjem, s telesnim razvojem, spolnostjo, to so te mladostniške teme, zelo pogoste, seveda tudi težave ali pa uspehi v šoli, težave v družini, torej menjavajo se pravzaprav v vseh teh letih vsebine klicev. Zelo veliko je tudi tistih, ki pokličejo zaradi medvrstniškega nasilja, preveč. To bi tudi kasneje lahko še kaj rekli, odkje je to, zakaj to. No, mnogo klicev je pa seveda tudi zafrkantskih, mi rečemo preizkuševalnih, za katerimi se pa lahko skriva tudi čisto kakšna resnična težava, težavica, ki jo potem skozi pogovor, vse te klice vzamemo resno. Nikoli ne prekinjamo, recimo tudi, če so kdaj klici, da ne rečem čisto kar prostaški. In vsi svetovalci moramo pač biti tudi na to pripravljeni. Kljub vsej tehnologiji, napredku te, se zdi, da so otroci vse pogosteje sami, osamljeni. Bolj so osamljeni, kot so bili. Zdaj jaz lahko pogledam nazaj, pa tudi sicer se vodi evidence o vsebini klicev se vodijo, tudi nekaj literature je že nastalo.
So seveda, to sem že marsikje izjavil in še ponavljam. Pred 30 leti, pa recimo pred 20 leti družine, mislim, da so nekako drugače funkcionirale, drugače delovale. Način življenja družinskega je bil malo drugačen. Če že niso bili dopoldne skupaj, kar je normalno, ker so bili pač po službah, otroci v šolah, mladina v šoli, so vsaj ostali deli popoldneva, večeri. Zdaj pa je pač tako, to je moderno, se gre v službo okrog 9, 8 in potem se pride okrog 5, 6 popoldne ali še kasneje. In kje so zdaj ti otroci, kaj počnejo takrat, ne? Se usedejo, zdaj to je pa zadnjih 10 let, recimo tudi več, ampak predvsem to zadnje obdobje. Problem, meni se zdi, da je to naš skupen problem, ne samo to, da jaz pravim, da je problem, se usedejo k tem svojim tablicam. Pogledamo lahko tudi kar pred šolo, katerokoli, v naši občini ali pa gremo lahko v Ljubljansko, Kopersko, katerokoli. Boste videli, otroci sedijo nekje na nekih klopcah, stopnicah in imajo v roki vsak svojo tablico in gledajo eden zraven drugega, namesto da se pogovarjajo, brišejo, klikajo, gledajo ali se pogovarjajo na ta način. Mnogo prijateljev imajo, na koncu so sami. Kako je uspelo vaši organizaciji ustvariti zaupanje? Otroci vam očitno zaupajo. Ja, otroci zaupajo, zato ker mislim, da je na prvem mestu je anonimnost, ne? To je zdaj eden od glavnih vzrokov, da je to tako, ker kolikor ne bi bili anonimni, seveda bi tudi klicev bilo mnogo manj in tako bo tudi ostalo. Pa tudi glas se širja, ne? Saj na vse zadnje jim pomagamo, da pridejo do rešitev. Mi, jaz zelo rad poudarim, nismo svetovalci, če bi prav bili do besede gledali vsebino tega našega dela. Mi smo sogovorniki. Svetovalec preveč mislimo na to, da svetuje, jaz pokličem, imam to in to težavo, jaz mu pa na drugi strani svetujem in je rešeno, ni to tako. Naše delo je usmerjeno usmerimo v to, da otroci z našo pomočjo sami iščejo rešitev. Zato so pogovori lahko tudi dolgi. Jaz pravim, če nam uspe pridobiti otroke, da nam pomagajo, da jim mi lahko pomagamo, potem je rezultat pravi. Samo na svete deliti je morda zelo enostavno, ampak izkupiček je bolj pičev. V enem od intervjujev ste rekli, da problem postane manjši, ko ga z nekom delimo. Vedno je tako, ja. Saj to vemo tudi odrasli. Ko kuhamo v sebi, je hudo. Ko se nekoliko usede, ko se pogovorimo, morda je pa nekdo imel že podobno težavo. Ali pa nas je peljal v tako smer, da smo iskali tja, ker se rešitev najde. Predvsem pa je pomemben pogovor, ne? To še enkrat, če se vrnemo kar in vedno se vračamo k temu našemu motu, naš odgovor je pogovor. Naš odgovor ni to naredi to in to, naš odgovor je pogovor. Pa verjetno smo v zadnjih letih prišli do tega gesla prav skozi dejstvo, kar smo malo prej rekli, da je v družinah ali kjerkoli v okoljih premalo časa prav za pogovore. V mesecu marcu smo stopili v obdobje epidemije. Ja. Se je to kaj poznalo pri vprašanjih pri delovanju sistema TomTelefon? Ja, zelo zanimivo. Najprej je bilo klicev manj. Potem pa je ta statistika, bi rekli, porasla in se je število klicev povečalo. Moramo tudi to zdaj upoštevati, ne? V samih začetkih delovanja TomTelefona so bili samo stacionarni telefoni. Niti jih niso imele vse družine, vsa stanovanja. Torej bili so tisti javne telefonske govorilnice. Nekje so bile ob šolah, predvsem pa smo ugotavljali na kakšnih avtobusnih postajališčih in tako naprej, od tam so nas klicali. In zdaj, ko je ta sodobna tehnika, pač se lahko kliče od kjerkoli,
Vendar, ko so ostali vsi skupaj doma, tudi otroci in mladostniki so bili z mamo, z očetom, z brati, s sestrami onega intimnega miru, da bi lahko nekam klical, če ni se pogovoril doma s svojimi, ni bilo, ne? No, seveda so se kasneje znašli. Zdaj, če se spomnimo, smo bili prav zaprti, a ne? Na svoj način. Prav v stanovanjih smo se zdrževali, kolikor se je najbolj moralo. Kasneje pa so se ti klici povečali, število kar enormno je naraslo in zanimiva je seveda problematika, ker to ni dolgočasje ali kaj podobnega, ampak so bili kar tisti najbolj grozni o samopoškodovanju, o samomorilnosti, o napetostih v družinah, vse to pa drugi strokovnjaki so ugotavljali in še bodo verjetno, kaj vse bo pa na medsebojnih odnosih pustila ta bolezen, tudi če se nas ne bo prijela, bo na duševnostih ostalo. Na duševnostih otrok je že marsikaj vidnega. To nasilje v družinah se je v teh mesecih po oceni strokovnjakov zelo povečalo. In tako, najšibkejši člen so pa otroci, ki vneto srkajo vse, kar vidijo, vse, kar čutijo, niti ni treba, da vidijo, oni so čudoviti pivniki, a ne? In otroci so eno pravo ogledalo, se lahko kar pogledamo. Starši, če nekaj z otroki ne gre, kot bi moralo, ali pa če so dobre volje in veseli, lahko se ozremo v sebe. To so naša ogledala, so tudi ogledala okolja, so navsezadnje ogledalo naše družbe. Če bi se začeli spraševati le, od kje je ta mladina, kako se obnašajo, kar vprašajmo se, kje so se že to naučili, po kom se že zgledujejo. Ne bova danes o politiki, lahko grejo kar do najvišjih predstavnikov države. Kakšen je njihov pogovor? Torej, imamo hitro odgovore. Samo ogledalo si postavimo, to so pa naši otroci in mladina. Ta mali virus, ki ga niti ne vidimo, je praktično ustavil planet, življenje na tem planetu. Vode so postale, na primer, čiste, razgledi z nekih vrhov neverjetni. To so skoraj apokaliptične razmere, ne? Ja, čeprav jaz sem po drugi strani, a ne, kot veste, tudi zagret planinec in po svoje se pa veselim in sem navdušen nad tistimi posamezniki, skupinami, družinami, ki so pa ta čas, kolikor se je dalo, izkoristili za to, da so šli ven v naravo, da so spoznavali okolico svojih krajev, bližnjih, daljnih, kolikor se je dalo, kar morda prej sploh niso poznali. In nekaj tega pa opažamo tudi pozitivnega navsezadnje. In upam, da bo tudi kaj ostalo za naprej. Puščajo te zgodbe, ki jih slišite preko tom telefona, v vašem nahrbtniku kakšno težo? Ja, včasih kar na eno stran vleče, ne? Puščajo. Ja, mi sicer svetovalci, nekaj čez 100 nas je zdaj v Sloveniji, imamo po vseh skupinah in vsi skupaj kar redna srečanja, izobraževanja, vsaka skupina posebej in tako tudi naše. Na našem področju pa imamo tako imenovane supervizije. Vsaka ima svojega supervizorja, strokovnjaka za področje duševnosti in pedagoških ved. Supervizori potem na teh rednih srečanjih ali mesečnih, dvomesečnih ali še bolj pogostih predelamo težje pogovore, ki smo jih imeli, jih predstavimo, se pogovorimo, kako bi reševali morda drugi svetovalci, a bi to drugače in tako pravzaprav razbremenimo tudi sami sebe. Nekatere vsebine pa ostanejo take, ko pa se kar ne da odložiti in te leta in leta lahko spremlja. Nemara tudi zato tako radi in pogosto hodite v hribe? Ja, tam predelaš pa marsikaj, ne? To je pa za eno drug pogovor, ker tam pa urediš tudi sam s seboj marsikaj, ne? Še posebno, kadar si sam. Ampak jaz najraje grem pa seveda tudi z mladimi in to je spet drugi sklop mojega dela. Ne vem, če samo omenim, kaj je tisto najhuje v mojem nahrbtniku, kar ostane, to so samomorilne misli mladih ljudi, ko
mladostnik ali celo otrok razmišlja, da bi zaključil to zemsko bivanje, takrat je pa to najhuje. In taki pogovori so tudi. In niso redki. Ja, vsak je odveč, ne? Ne moramo reči, da je to najpogosteje, vendar kar vsak mesec imamo v statistiki, ko pogledamo, so tudi taki pogovori. Na Idrijskem vas poznamo kot upokojenega učitelja. Kariero ste zgradili od prvega delovnega mesta na vojskem, na podružnični šoli, mislim, da leta 68, Ja. do ravnatelja v Spodnji Idriji. V vseh teh letih se je nabralo zelo veliko funkcij. Ojoj, ja, jaz sem poučeval v osnovni šoli v vseh razredih, vse predmete, razen angleščine, sem pa imel tečaj italijanščine. Tako, bil sem v podaljšanem bivanju, bil sem knjižničar, bil sem ravnatelj, bil sem na podružnici na vojskem, bil sem na podružnici v Godoviču 2 leti. Idrijska šola, seveda je tista bolj nekako centralna, kamor še vedno zahajam in imam še vedno nekaj dela tam, in tako je to šlo skozi vse podružnice Spodnje Idrijske šole, ker sem bil tam ravnatelj. V Spodnji Idriji sem učil tudi športno vzgojo predtem. Ja, tak klasični razredni učitelj, ki je moral vsakega po nekaj znati, vendar Bog ne daj, če bi mislil, da sem znal vse, kadar sem končal šolo. Še danes se učim in se izobražujem. Danes vas srečamo na osnovni šoli v Idriji, kjer poučujete otroke iz drugih kulturnih okolij slovenski jezik, kot prostovoljec. Ja, tako je. To so pa učenci priseljenci, priseljenih staršev. Imajo v bistvu nadstandard in mislim, da tudi letos bomo zdaj v oktobru začeli. Jaz sem imel nekih težav, tako da nismo že septembra. Zdaj pa verjetno bo to delo se nadaljevalo, 3 leta že to počnem. Učenci pridejo pač v učilnico, ki je za to namenjena, in imamo pouk slovenščine 4 ure na teden je bilo do zdaj, kako bo naprej, bomo videli. So pa iz 1. do 9. razreda, kakorkoli pač kje je kdo, ko pridejo iz tujine. Nam je zdaj pač to tujina. Pretežno so iz republik bivše Jugoslavije ali pa, če povem kar po državah, največ je bilo preteklo leto Makedoncev, kar nekaj albansko govorečih z Kosova, tudi iz Bolgarije smo ga imeli in tako bo. To je verjetno prihodnost. Ljudje se preseljujemo. Mislim, da se Slovenci malo manj, ne? V nekaterih drugih narodih je to malo bolj prisotno, predvsem pa kar velja tisto, grejo s trebuhom za kruhom. Starši seveda in z njimi seveda cele družine. Mi lepo delamo, se pogovarjamo, govorimo in navsezadnje znamo tudi slovensko, kot je potrebno v tem okolju. Kako doživljajo ti otroci ta kulturni šok, ko se iz njihovega prejšnjega okolja znajdejo v tem? Ja, različno, ne. Je pa tako, da učitelji tudi zdaj ni več to novost, ne, to je že kar nekaj let, tako da tudi učitelji odigrajo svojo potrebno vlogo, predvsem razredniki, da se tudi ostale sošolce navaja na to, da so pač med nami novi, da je to nekaj novega, da nas navsezadnje ti učenci tudi kaj naučijo, tako jih je treba sprejemati. Kar pogosto vprašam, katero makedonsko pesmico bomo že zapeli, in so ponosni, pa ti znaš eno albansko, bi nam predstavil, in kaj podobnega. Tako da se vidi, da tudi to ni nič takega, da ne bi mogli navsezadnje nam zaupati, povedati. Tako jim raste samopodoba. So pa otroci, kot so vsi otroci. Imamo take, ki so malo bolj prilagodljivi, druge, ki so manj, ampak nekako gre naprej. Pomemben del vašega življenja kot upokojenec namenjate tudi planinski organizaciji in znotraj te še posebej, bi rekel, mladinskemu odseku. Vrsto let ste mentor najboljših mladih planincev v državi. To ni mala stvar. Ja, brez nič ni pa nič, ne. Tako je.
je tudi to kar dolgo delo. Začenja se z maloplaninsko šolo, ki sem jo, mislim, da je pa že zdaj tudi več kot 30 let, ko sem nekaj brskal po enih papirjih, začel v Idriji na šoli, na osnovni šoli, kot mentor planincev. No, mentor planincev, mimogrede, sem od 1970. leta, ne glede na to, kaj sem kje počel kot redno službeno delo. In iz male planinske šole, potem sem kasneje, čez par let, začel s tem tudi na šoli v Godoviču. Iz tega potem raste zanimanje, nekaj jih ostane tistih bolj zagnanih in tako smo tudi zadnja leta res uspešni na tako imenovanem tekmovanju Mladina in gore, regijskem, in če smo na regijskem, se vedno vrstimo tudi na državno in na državnih. Mislim, da smo zdaj že 3-krat imeli osnovnošolske državne prvake, to prinaša tudi veliko dela, ker potem smo organizatori naslednjega tekmovanja. No, zadnja leta pa tekmujejo tudi srednješolci. Srednješolci so pa naši v glavnem vedno dosegli prva mesta, so bili vedno zmagovalci. Tako da mi pravijo kakšni kolegi iz druge, z Primorske, ko se srečamo z bivšimi mojimi sošolci, da je že dolgočasno, ker je vedno zmagovalec Idrije, ne? No, ampak smo kar ponosni lahko na to. Vsi sigurno niso potem zagnani hribolazci, ampak ko si ustvarijo kasneje družine, ali pa smo videli letos, ko pride do nekih takih zapletov, kot je bilo s tem virusom, pa zahajajo spet nazaj, pa se spomnijo, kam smo jih že peljali, pa poskušajo po tistih poteh, kamor smo jih vodili, hoditi tudi sami. Vaše delo cenijo tudi drugod po Sloveniji. Naprimer, leta 2018 so vas poslušalci radijske postaje Val 202 izbrali za osebnost tedna. No, to seveda, take razna priznanja ali kaj podobnega, seveda, da je nedobro. Je pa tako, ne, jaz pravim, kakšnih reklam jaz ne rabim, delam svoje delo, dokler ga bom lahko svoje, mislim, to, čemur sem predan, kamor me tudi vleče. Dobrodejne reklame ne potrebujem, je pa to priznanje, vzamem planincem, Zvezi prijateljev Mladine Idrija, kraju, na vse zadnje, vsem tistim področjem, kjer pač delujem. Jaz sem eden sam, tudi ne narediš kar nekih strašnih uspehov, ampak vedno so sodelavci okrog. Pomembno je, da znamo sodelovati in potem so tudi uspehi. Pač na koncu tudi kakšno priznanje seveda pride. Ja, in če poveva še to, dobili ste tudi nagrado Državnega sveta za prostovoljstvo in lansko leto vam je predsednik države Borut Pahor podelil posebno priznanje za prostovoljstvo. Ja, tudi to je bilo in mislim, tudi vi ste poročali, ne, in to je lepo, da se sliši in da se vidi. Jaz vzamem to, da je to nekako moja naloga, jaz sem učitelj stare sorte. Nas so učili, da učiteljevo delo se ne konča, saj tudi, da me ne bodo mladi kolegi zamerili, se ne konča, ko je konec pouka, to vemo, da se morajo temeljito pripravljati, še posebno v teh razmerah. Ampak tisto, kar so pa nam nekoč grdo rečeno ubijali v glavo, da ko pa se pojavimo na vasi ali pa kjerkoli bo naše delo, je tam zraven še marsikaj. Zato se nam je reklo tudi prosvetni delavci, ne? Torej tudi na kulturnem, na športnem področju je treba delati tudi z mladino, s krajani. To se je malo prijelo mene, ali pa kar precej. Žena pravi, da preveč, ampak ostalo je tako. Tone Pavček je v eni svojih pesmi zapisal: ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Tako je, ja. Sej, da se ne bi varali. Prav gotovo si zadovoljen, ko nekomu res nekaj daš in vidiš, da si dal na pravo mesto, da je nekdo tudi hvaležen, čeprav ne potrebujemo zahval in plačil in tako naprej. Dobro pa dene, če vidiš, aha, opazili so, nekaj smo naredili, kar morda lahko tudi ne bi, a ne? Lahko tudi vsega tega ne bi bilo, bi pač nekdo drug ali pa nihče. Nace Breitenberger, hvala lepa za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Mislim, da je prav lepo bilo tule se z vami pogovarjati, še posebno,
ker le smatram, da sem predstavnik teh ljudi, vseh, ki delamo in delajo z mladimi, in v tednu otroka mi je bilo v čast se pogovarjati z vami. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.